Ja, obljube. Vedno moramo premisliti, komu kaj obljubimo in kaj obljubimo. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Jaz se odpravljam proti Kekcu in sicer moram malo natrenirati hrib, zaradi tega, ker sem obljubila, da bom šla s prijateljicami na Sabotin. Tako da za tam rabiš malo več kondicije in sem rekla, da sem glih v sramoto spravila, gremo na parkrat na Kekca. Šla bom pa po eni drugi poti, ki je sicer malo bolj strma, tako da bom najprej prečkala Sokansko obvoznico in potem pa takoj zavila levo v hrib. Tukaj gre tudi pot do Škabrijela, do gor sta 2 uri, take lahkotne hoje, ampak Kekec je vmes. Kakšne pol urce je do gor, do Kekca. Pa pejmo. Ja, obljube. Vedno moramo premisliti, komu kaj obljubimo in kaj obljubimo. In tudi vedeti moramo, a je ta obljuba potem uresničljiva ali ne. Tako da ja, jaz sem obljubljena tako uresničljivo. Včasih se nam pa zgodi, da tudi kakšno obljubo pozabimo kdaj, ne? Namerno ali pa ne namerno. Ko kdaj. Včasih tudi kaj obljubimo, da kaj potolažimo. Ali pa dostikrat sami sebi kaj obljubimo. Ta je še ta boljša. Pa ali uresničimo ali pa ne. To je tako, taki smo ljudje, ne. Pač nekaj si zamislimo, si obljubimo, in pol včasih rata, včasih pa ne. Se pravi, včasih se držimo te obljube, včasih pa pač ne. In gre življenje dalje. Mi smo prišli do tega križišča. Jaz ponavadi pridem z te strani, tukaj dol, in zdaj gremo po tej klasični poti naprej. Moramo biti pa seveda pazljivi, komu kaj obljubimo. Včasih komu kaj obljubimo, pa pol ne uresničimo in ga lahko tudi kaj prizadenemo. Ker eni so zelo občutljivi ali pa recimo kakšna obljuba, ki se ti zdi, da tebi ni pomembna, nekomu pa zelo, ne. Tako da, če obljubimo, izpolnimo obljubo. Z obljubami pri otrocih je pa tako, ne. Moramo biti do njih pošteni. In jaz mislim, če pa njim nekaj obljubimo, oni vzamejo to zelo resno. Tudi zelo hrepenijo po tej uresničitvi te obljube. In pol so zelo žalostni, če se jim to ne uresniči. Sem mnenja, da se pove resnica, da se otroku nekaj ne obljublja v nedogled in da se pač reče, ne gre. Tako je, tako je življenje. Vse se morajo navaditi, tudi tam majhni. In otrok to pač mora sprejeti. Saj tudi otrok je človeško bitje in čist razume. On samo tipa, dokje lahko izkorišča. Jaz sem prispela do glavne ceste, zdaj imam čisto malo še do vrha in mogla sem se pa kar malo sleči, oziroma tako malo ugrniti, ker mi je ratalo kar ful vroče. Pa kaže 8 stopinj, da imamo v Novi Gorici. Če greš v hrib, se kar malo prepotiš. Tako da je pa fajn, da ostaneš ugrnjen, da te ne prepiha. Tak sprehod je ful fajn, ko si zbistriš glavo. Sploh, če imaš kak naporen dan v službi, ne užiješ se svežega zraka, občuduješ naravo, seveda. Zdaj itak vse cveti. Zdaj je super. Zdaj lahko gremo sami na sprehod, lahko v družbi, kakor nam ustreza. Včasih rabimo kak klepet, se kaj nasmejimo, v glavnem pa nekaj dobrega naredimo zase. To je pa najbolj važno. Da gremo, da se malo rekreiramo. Mi vedno pa zdaj tudi že Sabotin. Tako da leta, kam sem obljubila, da bom šla tja gor, na tisti hrib. In bom šla, zagotovo bom šla. Se mi zdaj tle nekaj čuden in zdaj sem se spomnila, da je bilo polno dreves in vse to so zdaj posekali. Pa pojmo za spremembo tle gor. Saj smo rekli, da se bomo trenirali, ne? Za na Sabotin. Ja, ful so počistili, pridni, lepo. Sam sence pa ne bo poleti. Ja, obljuba dela dolg. Pa ne zato, ker pač ljudje tako pravijo, ampak zato, da se to uresniči. Zato bodimo previdni, komu kaj obljubljamo, pa da se komu ne zamerimo po nepotrebnem, da koga ne prizadenemo. Tako da ja, obljube vzamemo resno. Tukaj je pa včasih stala cerkvica, ki se je imenovala Sveta Katarina. Saj tudi ta hrib se imenuje Sveta Katarina, ampak mi mu rečemo kar Kekec. To je pa navadna leska, ali pa mačice, ali pa kačice, različno rečemo. Je pa tako,
Se pa včasih tudi zgodi, da pač obljubo ne izpolnimo, ker enostavno pozabimo, da smo nekaj obljubili. Tako da jaz osebno mislim, da je prav, da spomnimo, sploh če je kaj pomembnega ali pa tako, ne, ali pa včasih je za nekoga lahko nekaj pomembnega, enemu pa pač je čisto kar tako, ne. Tako da jaz sem zelo vesela, če me kdo spomne in reče, daj, da si me nekaj obljubila, kaj je zdaj s tistim? Jaz rečem, veš, še dobro, da smo spomnili ali pa spomnila. Tako da ja, dajmo se drugega tudi malo spomniti, kdaj pa se bojo te obljube uresničile večkrat. Tako, jaz se bom z te točke tudi poslovila, zdaj se samo še spustim v dolino. Hvala za pozornost, hvala, ker ste bili z mano, ker ste si vzeli čas. Pojdite tudi vi na en sprehod, uživite v naravi, uživite v kakšnem klepetu na sprehodu, uživite sami, kakor vam paše. V glavnem, zbistrite si glavo in nič. Bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!